Lep pozdrav, Blaž na sporedu, to sem jaz. Danes bom govoril o temi suženjstva in gospodarjenja in zakaj imamo dejansko v družbi vsepovsod ali pa v večini odnosov med ljudmi stanje gospodar-suženj, odnos gospodar-suženj. Če gledamo že v sami družini, se ustvari gospodar-suženj v smislu recimo moški do svoje žene, gospodar-suženj, ali pa obratno, žena do svojega moškega, ali pa recimo do otroka, starši so gospodarji, otroci so sužnji, ali pa recimo potem v šoli, učitelji so gospodarji, otroci so sužnji, ali pa v službi, recimo imamo nadrejene pa podrejene, ali pa ne vem, v upravljanju v državnih ustanovah imamo nadrejen organ pa podrejen organ, in tako naprej. In tako imamo celo družbo klasificirano, hierarhično, kjer vladajo odnosi gospodar-suženj. In seveda se o tem ne govori tako direktno, ne reče se Bobu Bob, ampak se to tako zakamuflira v nek celofan, da potem izpade, kot da pa v bistvu smo nekako se trudimo biti enakopravni in enakovredni in tralala, ampak v resnici to ni tako. No in kaj sem hotel jaz govoriti je, kaj je izvor tega, izkot izvira ta težnja ljudi, da med sabo vzpostavljajo odnose gospodar-suženj. Namreč izvor tega je v vsakem človeku, vsakem posameznem človeku, kajti vsi ljudje že do samega sebe vzpostavimo najprej odnos gospodar-suženj. Kaj mislim s tem? Namreč ljudje, vsak človek se podreja svojim mislim in svojim čustvom in zato ustvari suženjski odnos do svojih lastnih misli in čustev. To lahko vsak sam preveri. Vsi ljudje se podrejamo v večini meri lastnim mislim in čustvom in se tega niti ne zavedamo. Recimo, če dobimo čustveni impuls, ki ga dojemamo kot jezo, potem se razjezimo, se začnemo dreti in tako naprej in se podrejamo tem svojim mislim, ki jih imamo v glavi ob tem, ko se recimo jezimo. Ker pač smo dobili v glavo misel, ne vem, recimo nekdo nekaj ni pospravil in smo dobili v glavo misel, lega tega spet ni pospravil, kako se to misli, kako se ta obnaša, to ni sprejemljivo, jaz bom zdaj šel pa znoril, pa ga bom nadrl, pa sploh to v glavnem tralalala, in potem se začnemo pizditi recimo. No in to je zdaj tak zelo bistven in velik problem človeštva in vsakega človeka, zato ker se najprej sami podrejamo svojim mislim in čustvom in s tem do samega sebe ustvarimo odnos gospodar-suženj. In absurd pri tem je to, da ljudje svoje misli in čustva sami ustvarjamo. Ampak, ker se tega procesa ne zavedamo, ker se procesa ustvarjanja lastnih misli in čustev ne zavedamo, ampak enostavno lastne misli in čustva sprejemamo kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, čemur se pač podrejamo v vsakem trenutku, potem pač ustvarimo takšno stanje do samega sebe, da smo samemu sebi suženj oziroma svojim mislim in svojim čustvom. In zato dejansko noben človek še danes ni samodirektiven, samoiskreno samodirektiven. In zato ljudje samemu sebi škodimo, ne samo drugim, tudi samemu sebi. Ker recimo poglejmo, kakšne vse adikcije si ustvarjamo, recimo pijemo alkohol, zato da bi pozabili ali pa zato da bi se bolje počutili. Halo? Če pa si sami ustvarjamo negativna čustva, rešitev je potem v tem, da se nehamo podrejati svojim čustvom, da nehamo svoje negativna čustva ustvarjati ali pa strahove ali pa misli, pred katerimi hočemo zbežati potem tako, da pijemo alkohol recimo. No, ampak tega se večina ljudi ne zaveda, ker se pač ljudje ne zavedamo, ker se večina ljudi ne zaveda, da si sami ustvarjamo svoje misli in svoje čustva. In to je en tak primer recimo. Tako da potrebno se je začeti tega zavedati, da je navzven družba, ki jo navzven ustvarjamo, posledica tega, kar smo mi navznoter. Torej, če smo mi do samega sebe sužnji, do svojih lastnih misli in tako naprej, če imamo in čustev, če imamo do samega sebe odnos gospodar-suženj, potem bomo tudi navzven v družbi hoteli ali pa nevedež začeli ustvarjati odnose gospodar-suženj. Ker se
vedno primerjamo z drugimi in se postavljamo ali v nadrejen ali v podrejen položaj, tako kot se v svojih mislih do samega sebe, do lastnih misli in čustev postavljamo v podrejen položaj. In se potem počutimo inferiorno, ker si take misli ustvarjamo. In potem se počutimo nemočne in potem želimo čutiti moč in potem začnemo si druge podrejati, zato da bi bili bolj močni od njih in da bi se počutili spet močne. Ampak mi smo si sami ustvarili občutek nemoči, zato ker smo si sami ustvarili takšne misli, s katerimi verjamemo, da nimamo moči in s katerimi si ustvarjamo čustva, katerim se podrejamo in katerim potem dojemamo, da ne moramo uiti. In potem, ko se počutimo žalostno ali pa slabo ali pa brez moči, potem začnemo druge kriviti, namesto da bi pogledali sami svoje misli. Jaz sem si sam z lastnimi mislimi ustvaril to, vsa ta moja čustva nemoči in tako naprej. In kaj je rešitev zdaj tega problema? Rešitev je to, da začnemo samo iskreno opazovati svoje misli in svoje čustva v vsakem dihu. In to naredimo tako, da najprej začnemo zavestno dihati, da se v vsakem trenutku zavedamo svojega vdiha in svojega izdiha. In ko to zvadimo, ko začnemo uporabljati to orodje za samo iskreno samospoznavanje, torej zavedno dihanje, lahko začnemo potem opazovati svoje misli. Zato, ker smo prizemljeni in ker potem ugotovimo, ok, jaz kot živo bitje nisem moje misli ali pa moje čustva. Jaz kot živo bitje si samo ustvarjam moje misli in moja čustva posledično. In to je ena zelo veliko spoznanje, ki ga moramo pač sami spoznati. In pač, ko to naredimo in ko uporabljamo zavedno dihanje, se lahko samo iskreno opazujemo. To pomeni, da ne zavračamo svojih misli kot nekaj slabega, kot nekaj, nočemo jih skriti pred samim sabo, ampak pustimo svojim mislim, da pridejo v našo zavest in da jih ozavestimo in potem vidimo, kaj mislimo ob določenih trenutkih v dnevu, kaj čutimo, s katerimi mislimi smo si določena čustva ustvarili in to potem lahko zapišemo v svoj lastni dnevnik. In ker če tega ne naredimo, bomo pozabili sproti, kaj smo ugotovili o samem sebi. In ko si pa sproti zapisujemo, pa vidimo, kakšne vzorce imamo in kakšne vzorce živimo, po kakšnih vzorcih razmišljamo in po kakšnih vzorcih si ustvarjamo lastna čustva. In potem pa lahko začnemo uporabljati princip samo odpuščanja, ko si odpustimo vse misli in čustvene vzorce, reakcije, navade, praktične navade, karkoli, za katere ugotovimo, da nam niso v korist, ne nam in ne drugim okrog nas. Recimo, če smo na karkoli odvisni, itak smo v osnovi vsi najprej odvisni od svojih čustev, ker se jim podrejamo, ampak navzven se to recimo kaže tako, da smo odvisni od alkohola, od cigaretov, od igranja igric, od klikanja po internetu in po Facebooku, o tem, da neprestano iščemo nekoga, ki nam bo dal potrditev, da smo dosti dobri, ali pa da nas ima nekdo rad in tako naprej. In potem lahko vse te vzorce začnemo odpravljati in si sami dajati to, kar mislimo, da nam morajo drugi dajati in tako naprej. In potem začnemo dejansko delovati kot zdravorazumski človek, ki se je sposoben sam usmerjati. In seveda, če si spet za svoj princip usmerjanja izberemo nekaj sebičnega, recimo jaz hočem pa v življenju največ denarja dobiti, kolikor ga lahko, in potem bomo seveda to svoja spoznanja o delovanju samega sebe in posledično vseh ostalih ljudi začeli uporabljati sebično in bomo naredili še več škode. In to ni priporočljivo, zato ker vse posledice se slej ko prej vrnejo nazaj k nam. Zato ne priporočam komurkoli, da bi si izbral sebičen princip v svojem življenju. In priporočam vsem, da si v svojem življenju, da se začnejo usklajati s principom, ne obravnavaj in ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti sam obravnavan ali ignoriran na njihovem mestu. Ker če se po tem principu začnemo ravnati, potem vse dojemamo kot sebi enakovredne, se znamo postaviti v kožo drugega človeka in potem dejansko obravnavamo stvari in ustvarjamo odnose med ljudmi na tak način, da je to najboljše za vse. In ker je najboljše za vse, je tudi najboljše za
nas in za vsakega posameznika. In če vas zanima več, kako si lahko pomagate s temi orodji, kako lahko pospešite ta svoj proces razbremenitve samega sebe od lastnega suženjstva do samega sebe, od lastnega suženjstva do svojih misli in čustev, potem predlagam, da si tudi pogledate povezave, ki jih bom podelil spodaj pod videom, v opisu tega videa, in boste tako hitreje se osvobodili svoje lastne kletke. Ker recimo večina ljudi niti ne ve, da je ukleščenih, da živijo v zaporu, ki so si ga sami ustvarili. In zakaj tega ne vejo, ne vidijo? Zato, ker ne vidijo rešetk. Saj jih jaz tudi nisem. Meni je bilo to pokazano, predobčeno in sem to pač se osredotočil na to, da sem pogledal samo iskreno, je res to tako ali ni, in sem ugotovil, da je. In zakaj ljudje ne vidimo svojega lastnega zapora? Zato, ker ne vidimo rešetk. Kaj pa so rešetke? Rešetke so naše misli in naša čustva, ki si jih sami ustvarjamo, brez da bi to vedeli. To je tako, kot da bi pač bili v zaporu, pa bi si sami rešetke postavljali, pa ne bi mogli iti ven iz zapora, ampak ne bi pa videli rešetk, zato ker bi to že tako dolgo počeli, da bi nam bilo to nekaj samoumevnega, da si pač postavljamo rešetke pred sabo in okrog sebe, in pol ne bi videli sploh lastnega zapora. Tako da, dajmo se osvoboditi teh lastnega zapora, umskega in čustvenega, na tak način, da bomo lahko dejansko začeli samega sebe ustvarjati in se usklajevati s principom, ki je najboljši za vse, in tako bomo ne samo odpravili trpljenje zase, ampak hkrati za vse ostale ljudi. Ker bomo ustvarili svet in družbo, v kateri bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. Zakaj? Zato, ker ga bomo mi zagotovili vsem. Tako da, hvala za danes in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.